18. usporednik. Tako je in danes smo v 18. usporedniku spet po daljšem času v Srbiji. Z nami je dopisnica Saša Banjanac-Lubej. Torej, Saša, lep pozdrav najprej. Lep pozdrav v Slovenijo. Saša, menda si v teh dneh obiskala znani kraj v Srbiji, ki je tudi povezan s Slovenci, menda že tretja ali celo četrta generacija živi tam, to je Vršac. Kako je bilo, me zanima? Čustveno. Ja, v bistvu gre za zgodbo kolonistov, ki so se takoj po drugi svetovni vojni izselili oziroma so jih naselili na območje Banata, to je del Vojvodine, tik ob romunski meji. Tako da je, mislim, med Srbijo seveda in Romunijo, gre se za to, da je nekih približno 600 slovenskih družin tam poiskalo novi dom. To je v bistvu, moramo se vrniti v leto 1945, ko so številni slovenski domovi bili zažgani in ljudje niso imeli kje živeti. In je takratna oblast ponudila, da pač nove domove poiščejo na območju Vojvodine, Banata. Tukaj je šlo v bistvu za zapuščene nemške vasi. Nemci so prav tako morali oditi zaradi sodelovanja z okupatorjem in so enostavno takratne oblasti našle rešitev, da ljudi naselijo na to izpraznjeno območje. Potrebovali so delovno silo, to je vinorodni kraj, potrebovali so delavce in tako nekako so se te družine preselile v Vojvodino in v bistvu zaživele tukaj. Zdaj so to že tretja, četrta generacija Slovencev, ki ohranjajo svoje slovenstvo, ohranjajo spomin in mogoče malo slabše govorijo slovensko ali pa sploh ne govorijo, vendar zdaj v društvu potekajo delavnice slovenskega jezika in nekako poskušajo nadoknaditi ta manko, ki jim je zaradi teh nekih zgodovinskih okoliščin pravzaprav je nastal. Tako da, tako da veselim se. Ja, omenjali si Volksdeutsche, če se prav spominjam, smo jim tako rekli tiste Nemce, ampak ti boš očitno spregovorila o manj znanih zgodbah, manj znanih Slovencev. To bi bil pravzaprav lahko nekakšen delovni naslov tvojega početja. Ampak tam vem, da imajo tudi slovensko društvo Kula, stolp po naše, ki je tudi nasploh eden najbolj markantnih obeležij, nekakšna veduta Vršca, ne? Ja, tako, to je v bistvu ena trdnjava iz 15. stoletja, s katero naj bi takratni vladar tega območja oziroma po padcu Smedereva je postavil, pisal se je Đurađ Branković, skratka on je hotel svojo posest zaščititi na tistem območju današnje Vojvodine, zato je to neka veduta, da tako rečemo, ampak je tudi veliko imen s tem nazivom smo srečali, Kula, ne, tako da čeprav je Vojvodina in je večinsko v bistvu ravno, nižina je, ampak tam je pa tudi kar nekaj vinogradov, tudi te smo videli, tako da se veselim, da bom to zgodbo povedala v poletnem Globusu v začetku julija, tako da je prepletena tudi slovensko zgodovino ta zgodba. Komaj čakamo, Saša, seveda, ampak vidiš, ne more biti Slovenci v bližini, da ne bi bilo kakšnega vinograda. No, ampak midva se pa ne moreva izogniti kar malo nenadni, bom rekel, novici, da se bo v kratkem poslovil z mesta visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini Kristjan Schmidt, menda pravi iz osebnih razlogov, ampak po drugi strani pa analitiki politični ugibajo, ali so ga pregnali Američani ali morda celo razvpiti Dodik. Pa me zanima, kakšno je ozadje po tvojem, ali že lahko špekulirava o njegovem nasledniku? Dodik nima več takšne moči, tako da težko govorimo o maščevanju, čeprav se to da prebrati tudi na ta način, ampak meni so tukaj poznavalci zatrdili, da ni tako močan. Enostavno gre pa res za ameriške interese v Bosni in Hercegovini in ti interesi se zdaj imenujejo južna plinska povezava med Krkom in Bosno. To je projekt, ki ga je šele treba postaviti, oziroma plinovod, ki ga je šele treba zgraditi. In on naj bi šel skozi državna zemljišča.
seveda ne. In tukaj se je zapletlo pravzaprav. Tukaj gre za en bistveni spor ali pa različno razumevanje, kaj je v bistvu državno zemljišče v Bosni in Hercegovini, stališče institucij Bosne in Hercegovine in Federacije Bosne in Hercegovine, ne pozabimo, da tukaj imamo tudi dve entiteti, ne. Skratka, Sarajevo ustraja pri tem, da je država Bosna in Hercegovina edina pravna naslednica tiste socialistične republike Bosne in Hercegovine in zato je država lastnica premoženja. Entiteti pa ga lahko dobita samo uporabo ali lastništvo šele potem, ko bo določen oziroma sprijet krovni državni zakon. V Republiki Srpski nasprotno trdijo, da je po Dejtonskom sporazumu ozemlje pripadlo entitetama, ne, in oziroma Republiki Srpski v razmerju 49 proti 51%, ne, tako da v glavnem tu je Republika Srpska trdi, da je premoženje na njenem ozemlju izključno njena last. In tukaj se je zapletlo, zato ker je Christian Schmidt v bistvu preprečil, da bi se ta zakon odmrznil. Zamrznil ga je še Pedi Ashdown v preteklosti, da zdaj mogoče ne zapletam še nazaj v preteklost. V glavnem tukaj se je, da rečem, Christian Schmidt zameril Američanom, ki pa se jim mudi, oni vemo pač, da so proaktivni, prodorni, hočejo hitro, učinkovito gospodarstvo in to podjetje, ta plinovod je v bistvu povezan z ožjimi Trumpovimi sodelavci, gospodarstveniki, sodelavci, ki tukaj iščejo tudi svoj interes. Tako Dobro, da, evo, ampak to je neka razlaga. potem vendarle ni bilo čisto res iz osebnih razlogov. No? Ampak ali že lahko špekulirava o njegovem nasledniku? Sem slišal, da ga utegne nadomestiti že do zdaj, do začetka junija. Pa zdaj, če bo res že do začetka junija, ne verjamem, ampak junija pa bo do konca meseca zagotovo bo prišlo do te spremembe, ker se že iščejo nasledniki, pricurljala so določena imena, tukaj seveda govorimo o špekulaciji, nimamo še nekih zanesljivih informacij. Omenjata se dva diplomata, italijanska diplomata oziroma diplomata Evropske unije. Eden je Luigi Soreca, vodja delegacije Evropske unije v Sarajevu, tako da je diplomat, ki se spozna na Zahodni Balkan. Potem je še eno ime je pricurljalo javnost, to je Emanuel Joffre, prav tako je bil veleposlanik Evropske unije v Srbiji, tukaj v Beogradu. Tako da nekako te dve imeni krožita oziroma sta se pojavili, zdaj pa bomo videli, kako jih bodo ocenjevali ameriški diplomati, ker mislim, da bo tudi. Ne gre pa pozabiti še to, čeprav seveda delegacija Evropske unije zastopa interese Evropske unije, vedno je v pisarni OHR-a, visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Sarajevu, je vedno bil njegov namestnik ameriški diplomat, tako da tukaj je to neko sodelovanje v bistvu nenehno poteka od samega začetka. Ampak na vsak način, Saša, kot čutim, bo junij zelo pester mesec, ne? Ker si mi omenila, da se obenem tudi na Kosovem dogaja vse mogoče, obetajo se jim tretje volitve v pičlem letu dni, ne? Baje, da je situacija kar resna, če celo Marta Kos napoveduje svoj prihod. Ja, tako je, Kosova prihaja na Kosovo. Moram se malce pošaliti, malo se moram pošaliti na račun njenega primka. Ja, res je, da je Marta Kos danes prvič na Kosovu, prvič na svojem uradnem obisku. Skratka, tukaj gre, ona pravzaprav prinaša sporočilo o podpori evropski perspektivi Kosova, ki še vedno nima statusa kandidata, ne? Tako da mora poudariti tudi potrebo po pospešenih reformah in enostavno tukaj gre za eno, bi rekla, dodatno spodbudo, da se nadaljuje v tej smeri proti Bruslju, proti Evropski uniji. Ampak bolj hitro in odločno, ne, je treba pristopiti k reformam, ker vemo, da zdaj je nekako te reforme in denar ne prihaja kar tako. Evropska unija ne verjame več besedam, želi dejanja, tako da
je to neko sporočilo, ki ga bojo kosovski voditelji danes zagotovo slišali iz ust Marte Kos. Pa misliš, da bodo te tretje volitve že v enem letu samo bolj stalne rezultate prinesle? Pa verjamem, da bo vodja samoodločbe Albin Kurti in tudi dosedanji premijer dvakratni, da bo ohranil prednost. Ne vem pa, če bo spet dobil tako močno podporo, ker moramo vedeti, da so na zadnjih volitvah ga podprli tudi številni izseljenci, ki so za novoletne praznike prišli domov in tam volili, in zato je tudi tako premočno zmagal, in mogoče je tudi to bil del problema, zakaj je bil manj uspešen ne samo pri sestavljanju vlade. On je razmeroma hitro ustanovil vlado. Tukaj je šlo v bistvu za 2/3 večino v parlamentu glede izvolitve novega predsednika države Kosova, in okrog tega se niso mogli dogovoriti, in zato so zdaj spet na volitvah, ne. Tako da ustava kosovska nekako sili politične akterje k dogovarjanju, pogovarjanju, iskanju skupnih imenovalcev, in to so te neke lekcije mlade demokracije, ki jih ona mora dojeti ali pa razumeti, ne, ko se bojo. Je pa opozicija seveda razklana, neenotna, tako da to je tudi del problema, ne. Dobro, bomo videli junija, torej, ampak če se vrneva zdaj k tebi še v Beograd in nazaj v mesec maj, ne, zdaj nekam potuhnile so tiste dolgotrajne protestniške akcije, tako se vsaj zdi nam, ko gledamo kot zunanji opazovalci iz Slovenije. Ti pa praviš, da tam ulica še živi, da študentje ne dajo miru vladajoči politiki in Vučiću, in menda bo po nekaj tednih spet zaživela tista prava protestniška energija 23. maja menda na trgu Slavija. Tako je. To je mesto, v katerem ni razloga, da bi bil maja sam. Če malce povzamem verze Bajagine pesmi Grad, mesto, zato ker študenti tudi na ta način nekako sporočajo oziroma obveščajo ljudi, da se jim pridružijo v čim večjem številu. Gre za eden velik trg, ki je imel že dvakrat, bi rekla, je bil središče množičnih protestov. V bistvu na samem začetku, ko so se ti sploh začeli dogajati, torej decembra leta 2024, takoj po padcu Nadstreška, in nekako je to bil sprožilec vseh drugih protestov. Takrat se je zbralo kakih 100,000 ljudi, no potem tudi nekoliko kasneje, marca 2025, spet velik protest je bil na Slaviji, ko je bilo več 100,000 ljudi tam, zato ker je šlo za velike napetosti, bali so se spopada policije, državljanov in drugih, da rečemo, oboroženih ali pa napol oboroženih skupin. Tako da takrat je bil tudi tisti zvočni top uporabljen proti študentom in državljanom. Se spomnimo, tako da oni hočejo, v bistvu študentje hočejo, mogoče da skrajšam, ne samo obuditi te spomine, želijo predstaviti tudi neko svojo vizijo bodoče Srbije. Oni si predstavljajo tudi neko novo politično paradigmo, ne samo novo vlado ali pa kakorkoli. Naj bi neki od tega zdaj tudi predstavili tistim, ki se bodo zbrali v soboto 23. na Slaviji. Skratka, kakšne so te spremembe bolj operativno, bolj konkretno, bolj strukturno. Do zdaj namreč to skrivajo, tudi z razlogom skrivajo, ker so veliki napadi oziroma močni napadi na vse, ki kakorkoli se uprejo in dvignejo svoj glas proti Aleksandru Vučiću, tako da na nek način je tudi razumljivo, da ne vemo veliko. Oni pač razkrivajo, zdaj naj bi razkrili, tako se pričakuje, tudi to, kar nameravajo storiti. Vemo, da zahtevajo parlamentarne volitve že dobro leto, mogoče celo leto in pol, tako da je pričakovati mogoče neko agendo oziroma kaj nam lahko razkrijejo, bojo razkrili naslednjo soboto. So že kaj opisali pričakovanja v zvezi z udeležbo, spet 100,000, več 100,000? Pa ni teh kalkulacij. Mislim,
to niti ni več tako pomembno. Zdaj je bolj pomembno v bistvu Vsebina. mobilizacija in vsebina, pa mobilizacija v smislu tudi izobrazbe ljudi, da je pomembno iti na volišče, zaokrožiti, koga zaokrožiti, kako, da tle ne pride do goljufij in pogoji, v katerih bojo te volitve, so tudi zelo pomembni in tudi zanje se študenti, bi rekla, borijo na svoj način, ampak tukaj je pomembna je edukacija državljanov. Zato, ker oni so tudi ta del prevzeli nase. Hvala lepa za tole tvoje poročanje. Saša Banjanac Lubej je bila z nami.